Tako da, ja, to je, kar se mene tiče kulture, da se dokaj pogovarjam s Katijo, kar se umetnosti likovne pa tega tiče. Je pa enako z drugimi kulturniki, no. A ne, z drugimi franžami. Ja, se pravi, v socializmu je bilo to fajn, da so pač nekako propagirali ta delavski razred, mora tudi za kulturo imeti, ne samo delati in ono tretje, ne. Zdaj so pa to na trg dali, so rekli, zdaj pa ta boljši bojo že preživeli, ta slabši, ne, bojo pa crknali, ampak jaz pravim, da brez podrasti ni gozda, ne. In je treba vsem omogočiti preživetje, ne. Mislim, da ne uspejo ta boljši, žal, ne uspejo vedno ta boljši, uspejo tisti, ki imajo koga, da jih lahko tišči naprej, ne? Ja. Pa ki ima na pravem mestu še kakšne lovke, da ga povleče, tako se vidimo v literaturi, niso vedno najboljša, ni vedno najboljša poezija ali pa najboljši roman, kako bi rekla, zgoraj, ne? Ja. Že tu se vidi, da tisti, ko ima več znanstev, bo potem za svoje delo dobil priznanje, ko ga morda ne bi dobil, če ne bi bil on. Tako nekako. Ja, no, seveda, ne. To je odvisno od umetnika, veste, eni so zelo ambiciozni, drugi, ki mogoče imajo tudi svoj potencial, ga pa ne znajo, se pravi, promovirati, ker so premili. To moraš biti ful s trdo kožo, močen karakter, da uspeš. Problem pri umetniku je to, da se izčrpa pri ustvarjanju, ne. Zdaj, da bi še pa šel se neki marketing ali promocijo, je pa mislim, problem, pač to je še ena dodatna znanja, ne, dodatno energijo je treba upesti, ne, in to zdaj nismo pa vsi za vse, a ne. Ne, itak, da ne. No in se pravim, pol večinoma kot životarijo, a ne, absolutno jim to ni osnovni zaslužek, treba še kaj drugega delati, tam takoj, ko se pa še česa drugega lotiš, pa umetno zaostaja tvoje delo. Ne more uspeti. Preživeti, ne more preživeti. Mislim, ne preživeti, mora delati še kaj drugega, da sploh preživi. Ampak, recimo, tako bom rekla, Katina generacija, ki jih je bilo 15, na kateri se je opisala, sta samo dve, ki sta prodorni, a ne, generacije njene. Se pravi, v 15 samo dve, ona in še ena, drugi, ni slišati za njih, so neki životari na način. Evo, zdaj se nam je pridružila Sonja. Živo, Sonček. Bravo. Kako si? V redi. No, super, lepo zdrav Primorskem. Ja, tudi. Evo, zdaj smo v Mariboru, na Primorskem, v Dravogradu, tamle še en Ludi, ne vem, ki zdaj še brez mikrofona. Zdaj si malo pogovora si ujela, a ne, Sonja? Mi se zdaj pogovarjamo. Niti ne. Niti ne, v redu, ne. Mi se zdaj malo, tako smo malo čakali, kako je zdaj problem kulture, preživetja in teh stvari, ne, pač. Zdaj ti povej, ne, pa ti malo povej, ti si tudi kulturnica, snemaš, fotografiraš, igraš, plešeš, si slabovidna oziroma imaš status slabovidne, a ne? Ja. Ti malo povej, tvoje dojemanje kulture dole na Primorskem, oziroma pač med slepimi in slabovidnimi. Pa Ažmurk, a ne, bomo tudi nekaj še to Ažmurk dotaknili, a ne, Ažmurk pomeni pomežik, ne? Ne, preblisk. A preblisk, ok. Preblisk, ja, kot ideja. Kaj jaz vse, kar delam, je v sklopu Ažmurka, no. In se mi zdi, mislim, ni ovir, no. Moraš biti sam
Ti moraš biti pripravljen kaj delati in to je to. Ni ovir, če ne. To na Primorskem, jaz jih ne vidim. Je ovira samo v glavi. Ne vem, lahko bilo kaj, če češ, no. Kakor vsi se moraš potruditi, prav posod pride kaj vmes, samo, ne vem, se da, no, se da, kaj se? Ja, kjer je volja, tam je pot, ne? Ja, Kako? Želeti moraš, ne? Sam želeti moraš, ne? Ja, mislim, želeti in imeti voljo dejansko to narediti, ne čakati druge, to je tisto. Moš kar sam vse. No, ampak Ažmurk je zavod za kulturo ranljivih skupin, ne? Ali sem prav povedal? Ja, za kulturo, da ti pomaga dejansko priti do kakšnih, če imaš kakšno idejo, da ti pomagajo uresničiti, no. K v bistvu rabiš za kaj narediti, rabiš ljudi, rabiš stvari, pripomočke in tako Ažmurk ti pomaga. To je to. Sej sam, če ti ne prideš do njih, ne, ti ne bo. In če sam ne boš delal, te bojo brcali v rit, no, tako. No, tam združujete, imate slikarsku skupino, ne? Kje je tu v društvu? V društvu, ja. Ja, v društvu Malo povej o Ažmurku, no, povej, prosim. No, Ažmurk se prav zdaj zadnje cajte ful bolj ukvarja z videotom, ne. Video z montažami, v bistvu to je nekako zdaj neka prednost, ne. In če ne, je v bistvu odprt prav za vse. Vem, da smo delali knjigice kot bralne, pesmice, poete, ne vem kaj vse je bilo. Bilo je par teh fotokrohcev, extempor fotografskih, tudi razstave, kar smo imeli tudi v Ljubljani, ne. Lih s tem fotokrohcem. Ma kaj jaz vem, Gledališče, ne? Gledališče, ja, točno gledališče, igre so bile, ki jih sami pišete, a ne? Ja, piše eden, ki je bolj za te reči usposobljen, ko imate prave ideje in tako. Združujete v bistvu invalide, a ne, oziroma Ma v bistvu ne, Ažmurk združuje dejansko vse. Ne samo invalide in ranljive in slepe in ne vem kakšne. To tudi nimajo problemov. Prav vse, da smo se vsi enaki si ne moreš biti, ampak vsaj, da vidiš, ko se različni svetovi dajo skupaj, no, da se da. Ni, da se moraš nekje popredalčkaš, ne vem, ti si tu, ti si, ne, da dobiš tisto eno skupno nit in na tistem deluješ in je ful fajn. Oni, ko nimajo nobenih problemov, vidijo, da tu ni neka reč. Tudi ti, ko imaš probleme, vidiš pismo, malo bolj se moraš potruditi, ne, in ne vem, je fajn to, kar združuje vse. Ni ovir, no, tako. Tu je Ažmurk, ne, itak prednost imamo mi, hvala Bogu. No, super. Ne, mislim, da ste fajna skupina, ne, mi že leta sodelujemo, ne, pa bomo še jeseni, ko bo kulturniški vikend, bomo spet naredili, a ne, kako fajno stvar. Pa je 14 dni nazaj bi mogli, ampak smo predstavili na jesen zaradi stvari. Ja, upajmo, da bo šlo, ne. Ja, bomo. Darinka, ti si v Mariboru glavna za kulturo, a ne, zdaj jaz sem upal, da bo kdo iz Celja gor prišel, ko so nekako to 3 taki centri kulture v Sloveniji na področju ustvarjanja, no, se Gorenci imajo pa predvsem slikarijo, a ne, tudi ni nobenega. No, ampak zdaj, Darinka, ti malo povej, Valterja bomo pa prosili, da bo mogoče kaj prebral, še kako zadevo, pa da bo kaj povedal o teh biserih Savinija, ne.
Darinka, beseda je tvoja. Ja, hvala, lepo vas pozdravljam se skupaj iz Štajerske prestolnice, kot bi rekli, ali pa iz mesta Stare Trte, ker po novem je Maribor prepoznaven. No, v mednarodnih organizacijah bi naj Maribor predstavljali kot mesto Stare Trte, sem včeraj zasledila, ker so na Pobrečkem pokopališču zasadili tudi potomko Stare Trte. In pri nas je tudi sedež mednarodni pokopališč, nekaj podobnega. Ne bi točno vedela, jaz se opravičujem, ker mi strani govori, pa se me dekoncentrira. Kratka, v Mariboru se v zadnjem času kaj dosti nismo ukvarjali s kulturo, sicer sama sodelujem, seveda korona je malo posegla vmes, pa že nekaj tudi prej ne, ampak sodelujem s Filozofsko fakulteto, pedagoška, Filozofska univerza, pedagoška fakulteta, kjer so študenti in njihovi mentorji zastavili določene cilje, pod njihovih rok vsako leto prihajajo različne stvari. Za Cerknico, tam je tudi polje za zvečer držali. O moti, bi prosim lahko izklopil kdo tale mikrofon, ker če ne govori, ne. Skratka, mi smo delali... Si ti naštimo na telefon? Halo? Čakaj, nekoga slišimo. Okay. Ja, ker nima izklopljenega mikrofona. Takrat, ko nekdo govori, imamo drugi izklopljeno, če nimamo tišine, a ne? Dobro, dajmo, Darinka. Skratka, delali smo skozi, vsa leta sem delala skozi te projekte in še vedno sodelujem. Tudi zdaj, ko je bila korona, so delali sicer jaz ne, ker se nisem mogla inštalirati enega programa, ampak zdaj drugi teden se dobimo, se bomo pogovorili, nastavili zadeve, delamo, odpiramo se navzven, skozi razstave, zelo veliko delamo z umetnostno galerijo, oni pripravijo razstave, kamor s študenti seveda likovne umetnosti in tam potem tudi na razstavi lahko potipamo določene eksponate, kar se pripravi za nas. Skratka, vzorno sodelujemo z umetnostno galerijo, s tole pedagoško fakulteto, z mentorji in s študenti. Naj omenim morda en projekt, ki je bil pred leti, ko sem organizirala v Mariboru srečanje slepih in slabovidnih žena, so si pogledale na glavnem oziroma na Slomškovem trgu makete, ki so jih naredili študenti, pomanjšano stolnico, kip Antona Martina Slomška, potem bilo je za potipati in so bile skratka naše slepe in slabovidne ženske zelo navdušene, tako da moram reči, da je pretežno to. No, prej sem še malo več organizirala srečanja tudi z znanimi ljudmi ali s pisatelji in na našem društvenem vrtu smo imeli potem literarne večere in take zadeve. Skratka, moram reči, da se je kar nekaj dogajalo, ali pa veliko dogajalo. Problem je morda pri samih članih. Jasno je, da tudi med videčimi so ljudje, ki jih zanima to ali ono ali tretje, ampak v našem društvu, ko imamo čez 700 članov, sem včasih pričakovala morda več odziva, ampak to je pri nas bilo tako. Prvo se je poslal pismena vabila, potem si klical, ker ni bilo odziva, potem so ti rekli, da bodo prišli, ampak jih še prej opomni, tako da morda je prava slika tudi ta teden preko teh srečanj, preko Zooma na zvezi tudi vidimo, a ne, da ni neke gužve, kar mladi rečejo, da danes so oni vsi povezani preko računalnika, da so ogromno na računalniku, ampak vidite, ravno ni, ne, če pogledamo današnje druženje, imamo jih nas 5, ne. Tako da včeraj sem ravno slišala, ko so rekli v včerajšnjem srečanju, ko je bilo v športu, da pač so naši tako narejeni, da moraš priti dobesedno po njega domov. Ampak ja, zdaj smo doma, pa jih ni. Ampak ni po mojem ovira ravno tehnika,
ker smo tudi starejši, pa pridemo sami nekako s pomočjo nekoga vendarle gor, ne? Prvič ti pokažejo, drugič ti pokažejo, potem pa gre, a ne, Dušan, tudi če si moral mi... Dobro. Si mi pokazal nadaljavo, ampak hočem reči, da morda bi tudi sami morali malo več dodati k temu, ne da se potem vedno rečemo, da pa nas zunanje ne sprejmejo. S tem nimamo težav, vsaj mi pa nimamo nikoli in nisva imela težav, a ne, se ti to sam dobro veš, kjer se Walter sodeluje, se delava te stvari, se druživa z njimi, ne nazadnje tudi preko teh programov, ki so zdaj aktualni. Je sploh aktualno, ne, te zadeve, ja. Tako da mislim, da smo vsaj vedno en in ta isti pridni v kulturi, tako je tudi pri športu, sem opazila včeraj en in ta isti, bolj kot ne sodelujejo. Tisti pač, ki imamo nekaj v sebi, eni imamo malo kulture, eni pa imajo malo športa in to pač... A bi zdaj Walter kaj povedal o biserih Savinje? Walter je multipesnik, multiustvarjalec in zdaj v Celju, sej ne vem, a vi dve poznate, v Celju je v okviru Zveze prijateljev slepih, ki ga nekako vodi Sebastian Kamenik, je tudi vsakoletno srečanje biserjev Savinje, a ne, Walter? Ja, najprej lep pozdrav vsem skupaj. Ja, sej škoda, da ni Sebastiana tudi tu z nami, da bi kaj več povedal, on je le najbolj kompetentna oseba za te stvari. Skratka, tile biseri Savinje, to je ena dobra zamisel bila, ki se je porodila 2004-2005 so štartali. Skratka, hoteli so pač pokriti celo Slovenijo na področju literature, kar jim je bolj ali manj tudi uspelo. To je recimo za mene bil prvi korak, da sem prišel v javnost s svojimi deli. In tu se pa potem pač seveda odpirajo poti naprej, ne. V glavnem ta zadeva še vedno laufa. Opažam, da je vsako leto, se mi zdi, malo manj sodelujočih, kar je pravzaprav škoda, ker tako kot sem rekel, to je na nek način lahko odskočna deska za naše slepe in slabovidne literate. Milojka se nam je pridružila, halo? Ja, me slišite? Ja, slišimo, ja, povejte Milojka, kdo ste vi? Jaz sem Milojka Furlan iz Ajdovščine, spadam pod Goriško društvo, ne? In sem v ponedeljek se trudila z povezavo Zoom, pa mi ni ratalo, sem bila cel dan. In potem sem včeraj in včerajšnjem nisem sploh prišla na Zoom, zdaj je pa moja asistentka Katja z Miško prišla noter v sestanek in mogoče moj JAWS je nov 2020, nekaj ne deluje prav, da ne morem. Zdaj je z Miško v bistvu prišla, ja, na Zoom, ne. Poslušajte, Milojka, mi se danes pogovarjamo v kulturi. Koliko ste vi udeleženi v kulturi? Ne, nisem na tej skupini, ne, ampak sem pač drugače jaz tukaj v Ajdovščini pri Univerzi za tretje življenjsko obdobje in sem pri ustvarjalnem pisanju nekaj zraven, ampak zadnji čas težko tipkam in se naspravim. Kako ste rekli primer? Ker jaz imam samo dosti, ne, brez tipkovnic, brez te brajlove vrstice, ker ne znam brajico. Kako ste rekli, Milojka Furlan, ja. Furlan, Furlanka, v redu. No, nisem glih Furlanka, ker pol bi bila že za mejo. Ja. Furlanka bolj,
Italijankam v tej pokrajini na zahodu. Ja, tam velja pregovor, ne, ko furlanka dviguje krilo, bo slabo vreme, ali kako je že to, ne? Ja, tu pa je bilo včeraj zelo hudo. Je bilo v redu, ja. Ja, hudo vreme, ja, kasneje. Mislim, kasno že zvečer, ampak je padalo. Ja, se tudi pri nas v Ljubljani, ja. Rekli ste, da ustvarjate, kaj pišete? Mi tam nam da pač profesorica neke teme in pišemo na tiste teme. Tako da... A imate kaj slučajno? Kratke zgodbe v bistvu, kratke zgodbe. A imate kaj pripravljeno? Imate kaj pripravljeno? Bi kaj prebrali, povedali? Ne, jaz nisem pripravljena, 2 telefona čakam in sem sam rekla, da poskusimo spet prek Zooma, ne, drugače pač nisem se pripravila, no, za to, ampak sem rekla, da pa poslušam mogoče druge, če so na vezi, ne vem, koliko jih imate. Na vezi nas je 6. 6, ja. Darinka Lozinšek je iz Maribora, potem je Walter Čuškovič, njen partner, pesnik. Darinka je pač muza, ki skrbi, poleg tega, da je muza, skrbi tudi za gospodinjstvo in promocijo svojega moža. Potem sta tukaj Andreja in Mira. Nobena od obeh ni ustvarjalk, sta pa verjetno ljubiteljice kulture. Mira ima hči, ki je študirala v Berlinu slikarstvo. In potem je tukaj Sonja Jež, ki je multiustvarjalka, plesalka, blizu vaših koncev, tam ona je iz Gorice. A Žmurkica. No, potem je tam en Bronislav Skabrne, ki nas pa bolj spremlja, ker vidim, da ima skozi mikrofon izklopljen, pa mogoče se bo kaj opogumil, pa bo povedal, ker vem, da je tudi en tak ustvarjalec. Ali pa saj kulturnik. No in potem ste vi. Zdaj, pozabil sem pa sebe, jaz sem pa Dušan Brešer, delam na zvezi, skrbim za kulturo, kulturno življenje in enkrat na leto organiziram te razne kulturniška srečanja naokrog. To pa pomeni, da povabim kulturne ustvarjalce, da pridejo na okroglo in potem tam v lepem okolju se pogovarjamo o poeziji, o prozi, rišemo. V glavnem, jaz mislim, da se imamo fajn, a ne, Sonja? Povej ti kaj po primorsko, da bo Milojka te razumela. Se me sliši. Ja, ne vem, se je v bistvu Milojka, jaz sem originalno iz Vipave, tako da smo sosede. Ja, itak. Smo bile na isti posli, se mi zdi. Ja, v Bovci, ne? Ja, v Bovci. Tisto, ko si prišla, ko me v društvo, ne? Je bilo, ne? Nekaj tazga, ali ne? Ja, nekaj časa že, ampak... Nisi pa sodelovala, kaj? Nekaj let, ja. Ja, cajt nazaj. Čas gre. Čas gre. Jaz sem pozabila ti Dušan moment, jaz sem bila par let nazaj v Firencah na kiparstvu. Tu je še, v bistvu je dal kontakte slovenskih slabovidnih in slepih še Stojan. Ja, točno, ja. Nekomu, ki je iskal ljudi povsod, da bi sodelovali mislim, en slep je organiziral iz Italije, da bi imeli kiparsko v univerzi, prav univerza kiparska bila, ki so bili učitelji iz različnih držav, pač kakor na vseh fakultetah najbrž, ne, nisem laik v teh rečeh, in smo bili
Pač iz Slovenije sem bila jaz in če ne so bili pa večinoma iz Italije, ampak iz različnih regij. Ti si bila, drugače pa razstavljali, vem, da so tele Gorenjke so bile ene 3, pa Reska, a ne? Ja, one so imeli slikarske. Tisto ni bilo to. Tisto je bilo za slikarsko kartino. Zdaj pravim prav kiparstvo. To je bila pa prav delavnica kiparska. Ja. In ni se nobeden javil iz pač naše države in sem bila sem jaz. In moram reči, da je bilo zelo, zelo fajn. Ne to, da sem imel to prave učitelje, ki učijo tu. Trudili so se oni govoriti angleško, ko vsake, ne bo Špance, ne bo, ne vem, iz kje, ne vem koga. Italijani so se trudili govoriti italijansko, kar je bilo najbolj dobro. In so bile, smo imeli, po cele dneve smo bili v tisti univerzi, če ne smo spali v enem samostani. In tu so se delilo kipe, glave, po nekaj, kar si sam zamislil. Mislim, je bilo zelo poučno, no. Ko so te naučili prav, kako moraš in vse. Lej, sej okrog, kaj to hoče kaj reči? Sej okrog teh dela z glino in s temi stvarmi se je v zgodovini dosti delalo za slikarje, a ne? Mislim, slikarje za slepimi in slabovidnimi, a ne? Ampak da bi pa prav, mislim, a ste prav kiparili ali ste z glino delali modele? V bistvu iz gline smo delali model, so bili, mislim, velikost, resnična velikost, recimo glava, velika, ne? Nogo si delal, 40 širino, mislim, je bilo in si bil, kaj smo bili, 10 dni je trajalo to, moram reči, je bilo fajn spoznati druge slepe in slabovidne, kako drugje živijo, kakšen stil, kakšen ritem imajo. Mislim, jaz sem se začudila enim Rimljanom iz Rima, ne, sta bila 2, en mož in žena, in sem rekla, kako normalni ljudje, tudi tu se pravi, da tu sploh ni problema, grejo na trolo, grejo sami, pa v Rimi je mravlišče, ne, ki se najdeš. Mislim, je prav odvisno od kulture, kjer živiš, pač tako se razviješ samo. Mi je bilo zanimivo, ko smo se različni bili tam, pač problemi isti, ne, ampak čisto drugači dojemali kakšne reči, drugači živeli, no, tako. Mislim, ja, je bilo fajn, dobro, kiparstvo je bilo sploh ki je bilo na nivoju, sam bolje tisto, ko si spoznal še druge iz drugje, kako živijo, kako delajo. Mislim, to je bilo zelo lepa izkušnja. Vsega, mislim, bi bila, da gre malo ven. Ja, to ti da ogromno spodbudo za naprej, ne, da vidiš, kako drugi, recimo, ko slabo vidijo, da tudi so zelo uspešni, ne, in ne vem, jaz bi si želela marsikaj ustvarjati, ampak je čisto odvisno, kakšnem okolju živiš, ne, koliko imaš ti spodbudo od zunanjega sveta, ne, pa kako podporo, a so kakšne skupine, ne, nam je veliko težje, recimo, ne vem, se vključiti nekam, ne, ker mi, ne vem, težje zaznamo, vidimo, ne, kje so vse te stvari, ne, pa tudi je veliko odvisno od prevoza, ne. Koroška pa sploh neko je odrezana od Slovenije. Niti meter avtoceste nimate, ne? Teže, ne? A sem prekinil misel, Andreja? Mira, dajte še vi kaj povedati, no? Kako kaj vi dojemate, glede na to, hči je, bomo rekli, videča, a ne, vi ste slabovidna. Kako ste se ve z hči komunicirale okrog te umetnosti? Verjetno vam je nosila, pa razlagala stvari, opisovala, a ne? Na dnevnem redu, to je pač način življenja njenega.
kultura, se pravi, pač njen posel, a ne njena. In jaz sem avtomatsko skozi pogovor, skozi upletena. Slovenj Gradec, kar se kulture tiče, je zelo močno. Ja. Tako da je verjetno tudi to potegnalo. No, tam imate Pečka, pa ste imeli Tisnikarja, pa mojega prijatelja Makuca imate, Tako. Ja, Kolarja. Kolarja, ona je celo delala pri njemu v galeriji eno leto. Aha, no, je tudi, ja. Ja, ko je čakala na vpis na Akademijo za likovno umetnost na Dolenjsko. Prvo leto ni bila sprejeta, drugo pač. In tisto leto je delala z njim. In zdaj sta, kar se Kolarja tiče, na res tesno prijateljskem odnosu z njim in ženo. Ful sta jo vzgojila, in on je nek kot mentor skozi ta leta bil Kolar, zato ker praktično jaz sem izgubila moža, ona očeta, in nekot ona to vlogo vidi v Kolarju. Ful je pomagal, z nasveti, z super. Ja, drugače pa ona, najprvo je šla v umetniško gimnazijo v Velenju, ona si je strogo, mislim, začrtala pot že kot 15-letna deklica, pa smo mislili, ampak res vztrajno ima začrtano vizijo in jo uresničuje. Zdaj je stara pa 32 let, zanimivo. Ne krene, ne levo, ne desno in je dejansko v slovenskem prostoru že tudi uveljavljena umetnica. Na zadnje, zdaj tudi v Moderni galeriji, v sklopu med zelo priznanimi umetniki. Kako je ime, da si jaz zapišem, da bomo videli? Hči? Katja Fele, z 2 L. Katja Fele, okej. Z 2 L, ona, ja. Tako da, ja, če boste malo pobrskali, boste jo zaznali. Bila je tudi, recimo, ko je delala Mavčeva, tole oddaja Čez slamke, recimo je sodelovala v tisti oddaji Čez slamke, ja, ko je bila v Berlinu. Pol v teh slovenskih odmevih je ona tudi, če vtiskate Katja Fele, slovenski odmevi, mislim, a sem prav rekla, slovenski magazin, ja, odmevi. Magazin, aha, ja, to je ona. Ja, kot, kar se tiče medijev, se pravi, v mladini, ampak samostojne razstave je imela v Novi Gorici, je imela pole v Miklovi galeriji, Miklova zala, Miklova hiša, Miklova hiša, samostojne, pa skupinske, tako da, ja, je prepoznavna že, če jo boste sledili. Ampak kako pa vi dojemate njeno umetnost, oziroma ona riše, ne? Ja. Ona riše. In potem vam ona opiše svoje delo, vi potipate, kako vi komunicirate z njenim delom? Glejte, ona ima svoje vrstno, se pravi, ustvarjanje na temo motnja v komunikaciji. Ona plastovno slika in dela ogromne formate, slik 2 metra krat 2,5 tudi, zelo velike. In, kako bi jaz rekla, seveda me opiše, ampak to videti je fascinantno, tako sliko. Pa kako vi, ko gledate te njene slike, si pomagate s kako lupo, z prsti, kako jih gledate? Mislim, dobro, to gre za ene velike slike, dobro, bi rekel, male zameš lupo, ko pogledaš, ampak velike slike pa težko gledaš z lupo, ne? Ja, saj zato, ja. Razen, če gre zdaj gledam, ne. Govorim, malo karikiram, ne, razen, če se vrem za slabovidne, ne, ampak, ne. Ne, žalostno je, najprv bom to rekla, žalostno je, da kot mati ene umetnice ne morem to popolnoma zaznati, njena dela. To je tako žalostno, da vam ne morem povedati. Drugače pa
iščem, se pravi, pravi trenutek svetlobe, kar pač meni odgovarja za moje oči, se pravi, oddaljenost od slike in pol, kolikor zaznam in po njenem opisu, ali pa kakega drugega prevajalca, da mi to opiše. Ustvarja pa tako sliko, kar navadno slika dve, naenkrat taki veliki dve, in traja kar po mesec. Pa so to bolj abstraktne slike, ali so, kako bi vi to opisali, njene slike? A veste kako, ona si pomaga se pravi kako bi rekla... Kako skico naredi verjetno, osnutek, ne? Ne, ona točno ve seveda v glavi, seveda, kaj bo delala, ampak recimo, ona, kako se reče tem, projektor ima, a ne? Ona bo delala na eni sliki motnja v komunikaciji, to je pa tudi njena naloga. Se pravi, v trenutku, ko recimo ekran zamrzne, ko pride do ene motnje v kakršnikoli komunikaciji, to ona vse združuje v eni sliki. In ima gledalcu možnost opazovati to sliko, tudi je slikano plastovno, se pravi, ljubimsko ti to gledaš, vam povem, da znaš različne trenutke, se pravi, zamrznitve nekega dogodka. Tako da, ful zanimivo, a ne? No, super. Ti lahko gledaš to sliko danes, pa boš jutri šel gledat, boš videl, kar včeraj nisi videl. Na tak način. V redu, super. To je zelo ena specifična njena umetnost, ki jo je po mojem od malega ven nekot se v nje porajalo, ker je bil moj mož, se pravi, audio-video serviser. Nas je bila delavnica v hiši in vedno tisti šumi, tiste slike, tisto zamrznjeno neka in to ima ona tako globoko v sebi in to je njen, se pravi, vir, črpa vir iz. Dobro, hvala. Ne moreš verjeti, koliko en umetnik, mislim, ne moreš razumeti, koliko ona ve, kaj bo delala. Recimo, točno se bo lotila nove slike, kaj bo ona delala. Ja, seveda, to je verjamem. To sploh ne znam. Halo? No, zdaj pa malo zamrznala Andreja. Darinka, dej Valterja malo. Magnetiki so posebni. So že nazaj. V redu, hvala Mira. Zdaj jaz bi še zelo malo poklical nazaj Valterja. Valter, ponovno živijo, zdaj ti meni pove, kako pa ti ustvarjaš. Kaj so tvoji vzgibi? Ja, jaz običajno te stvari razlagam tako, jaz imam 4 osnovne stebre, izhodiščne. To se pravi tematika ljubezni, vina, morja in pa noči. Na noč se tudi slepota navezuje, seveda. In potem, ne vem, kako bi temu rekel, ampak nekako se napajaš prvenstveno na domišljiji, potem lahko poiščeš neko izhodišče, ne vem, recimo v kakšni situaciji, ki jo prebereš v kakšnem romanu, ti lahko da navdih za celo pesem, ne samo recimo za izhodišče kot takšno, ne. Potem vsakdanji trenutki, vsakdanje življenje, skratka, povsod se lahko najdejo takšna in drugačna motivika, ki potem jo je treba seveda realizirati skozi svoje mišljenje, čutenje, doživljanje in tako dalje.
Se pravi, ker dejansko, bomo rekli, slepota pravzaprav sploh ni ovira, ker pravijo, da večina informacij, ki jih mi videči dobimo skozi oči, tebi pa v bistvu pravzaprav ta slepota ni ovira, da ne bi iskal inspiracije in informacije. Jaz celo upam trditi, da pravzaprav na tem področju, kar se tiče, kot praviš, inspiracije, v bistvu in slabovidni, in slepi nismo tako hendikepirani, kot nekateri želijo prikazati. Ker motivi, kar se vedno najde, pravzaprav tudi za zaprtimi roletami, kot se temu reče. Ja. To sploh ni noben problem. Zadnje čase si pišeš duhovite aforizme tudi na temo slepote in slabovidnosti. A bi kakšnega povedal, prebral? Lahko si vzameš premor, pa razmisliš, pa bom jaz koga drugega vprašal. Takole ti bom rekel, za branje je pri nama zadolžena v glavnem Darinka in si je tudi že pripravila. To je iz tiste zaenkrat še edine knjige, Sleporizmov, kot jim jaz pravim. Ja, Sleporizmom, ja. Ja, nastaja pa že počasi druga, oziroma sem že čez polovico. Ja, ti si produktivn. Ja, skušam biti, koliko se le da. Tako da bi jaz zdaj predal mikrofon Darinki, pa bo ona par prebrala. Jaz bi še pa Milojka, ste še tukaj? Ja. Milojka, dajte vi meni povedati, kako pa vi ustvarjate. Pravite, greste tam, vam da, pa reče, danes bomo pa pisali naprimer, ne vem, o reki ali pa o drevesu, ali kako vi pišete v teh šolah, ne vem, kreativnega pisanja, ali kako bi se temu rekli. Tudi o vodi smo imeli temo, o vodi v vseh oblikah. Kot reka, kot dež ali pa, mislim, v vseh oblikah voda, ne. Tako da je bilo široko, no, tisto jaz nisem napisala. No, ni bil čas. Jaz sem tudi pred 3 leti izgubila moža in so bile take razmere, da je bilo tudi težko pisati, tudi kasneje se loviš, ne. Ja. V bistvu urejaš življenje po novem, ne. In drugače so pa teme, recimo kraj, pogled z doma, pogled skozi okno, pogled v notranjost, iz notranjosti ven, potem recimo hiša, pa zdaj neki okvirni naslovi so, ne, potem so pa zelo različne zgodbe. No, saj to, ja. Nas je sicer malo v skupini, nas je tam 6-7, ne, ampak zgodbe pa so vsi videči, ne, razen mene, in tako da en mož. Pa imate zaradi tega, ker ste slepi, oziroma, a vi ste kasneje ste pela ali ste od rojstva? Ja, kasneje. Se pravi, vi potem imate neko videnje stvari, da veste, kako izgleda reka, da veste, kako izgleda žoga, dim, kako izgleda, to si pač predstavljate in to vam precej olajša, ne? Ja, tudi črpam recimo iz teh spominov, ne. Tako da, no, pa sem pozabila prej omeniti, da tudi v umetnostni zgodovini hodim, že 18 let, in tam poslušam v bistvu predavanja. To je naša doktorica Irene Mislej. Najbrž poznate, ne? Poznamo, ja. Ki je bila tudi kustosinja Ajdovskega muzeja, ne? Tako. Pa vam slike opišejo?
ali samo reče, pogledajte, un hrast tamle, a vam povejo, da je... Ne, ona opisuje še, ker včasih daje prav poudarek name, ker vidim, da drugače opiše tudi, ne? A vam tako opiše, recimo, ne vem, na sredini slike v zlatem rezu stoji hrast? Ne, bolj tematsko, kam spada slika, kakšni so poudarki, na kaj je treba biti pozoren. Pa včasih bolj, no, tudi opiše sliko, ne, ampak ne, mislim, tudi kaj je na njej, no, tudi tu, ker včasih je tudi tu pomembno pri nekaterih umetnikih, ker rišejo samo rože, pač so rože, ampak je tukaj kvaliteta, ne, v prikazu rož, ne. Tako da so kvalitetne, pa tudi ona je študirala v Argentini in tam je bila osnova zgodovina in na zgodovino potem povezuje tudi umetnost, tako da je kompleksna razlaga, ne, dohodka, recimo obdobja, potem stila, tako in potem še gremo malo okrog sami in jaz hodim z eno gospo, ki je v žlahti, gospod Doro, ki mi pa po svoje opiše, pa se zdaj glih sem se spomnila, da včasih mi pove tudi mire slike, ne. To je pomembno, ja. A pa vi ste začeli umetnost zanimati potem, ko ste izgubili vid, ali ste že prej imeli? Kdaj ste izgubili vid, če me vprašate? Izgubila sem pred 20 letmi in no, po 2 letih je bila ena taka priložnost, da smo bile ta gospa Dora, pa jaz, pa gospa Irene na enem pogrebu mojega tasta. In tam, ko smo se tako pogovarjali, je rekla ta Irene, da bi lahko jaz hodila vsaj poslušati, ne, umetnostno zgodovino, ker pač to je bil začetek, huda stvar, sprememba, no. Ja. In potem sem malo tako, nisem vedela, kaj naj rečem, zame je bilo to tudi, ko sem bila slepa, skoraj nemogoče. No in pa je rekla moja žlahta, gospa Dora, da se ona obveže me voziti v umetnostni zgodovini. Super. No, potem je pa bilo vse zrihtano, ne, sem pa rekla ja in no, že 18 let traja, potem sem pa še. Super, hvala. Medtem je prišlo do leteče menjave v Mariboru. Marika se preosedla, zdaj se spet Valter. Valter, kaj boš povedal? Ja, jaz sem ti samo hotel to povedati. Zadnjič, ko sem dal pred par dnevi tisto pesem Jetnik, na Facebook, pa tudi tebi smo označili. Ja, sem videl, ja, hvala. Treba to povedati, da je to en takšen tipičen primer lotevanja problematike slepote oziroma, bi rekel, nekega notranjega doživljanja slepote. En takšen opis, ne. To sem ti hotel povedati, da potem skozi to pesem lahko na nek način vidiš, kako se jaz lotevam, kako pristopam tej situaciji. Vse to je samo en zorn kot, vse drugače v drugih pesmih, kot se tudi verjetno sam spomniš, se tudi te stvari drugače lotevam, ne. Bomo pozno na konec prebrali? Ja. Mogoče jo bom jaz, ali bo kdo poiskal, ali bom jaz poiskal. Darinka bo. Že imam. Že ima. Dobro, predajam mi. Darinka, sam še minutko še dam Sonji besedo, potem bomo pa s tvojo poezijo zaključili. Sonja, kje so pa tvoje inspiracije oziroma ustvarjanja? Kje ti najdeš? Ne vem, v glavi. Dobro, ampak ti si multi-ustvarjalka, ne? To pomeni, da ti vre v glavi. V bistvu je odvisno, kje sem. Dejansko je, bi rekla, namešnica občutka,
od kraja, kjer sem in kar se dogaja okoli mene. In tam ali pridem in da mi pride kaj za ples, ali da mi pride, kje bi delala za kakšne reči, ali recimo pri fotografiji itak je odvisno, kaj vidiš, je tudi odvisno, kako bo stvar slikal, je spet odvisno, kako se ti počutiš, kaj ćeš pokazati, ne? Ne vem, meni se zdi, je prav ena mešanica vsega, ko jo ni neki tako je. Je prav odvisno, kaj dobim jaz noter. In mi je všeč, da ni zmeraj enako. In če je enako, mi gre na živce. Poišče, da je malo drugače. Ja, če je enako, je pol rutina, ne? Ja, je kar nekaj, ne vem. Je dolgcaj, tisto že poznaš. Ja. Dober. Mora biti zmeraj nekaj novega. Zdaj smo že kako uro skupaj, tako da je čas, da nehamo. Sej midva Andreja se jutri vidiva, ne? Ja, vidimo. Jaz sem res hvaležna pa fascinirana, kaj vse se da, ne, in resno imam želje tudi, ne, da vse tole glede umetnosti, marsikaj, ne, jaz bi tudi pela, jaz bi tudi slikala, samo zdaj sem malo okupirana z mojo družino, ampak vse otroci bojo zrasli. Ja, se bo izrasli, ne, ampak tole, ne, umetnost je res velik dan, ne, za tvojo dušo, ne. No, pa sej, ne vem za Dravograd, ampak Slovenjgrad poznam, je zelo močen, tako da, pa sej, verjetno ste ki blizu tam Slovenjgrad, ali kje ste doma, verjetno. Ja, sej, 11 kilometrov, ne, neče da je Dravograda, ne. Ja. Ok, Darinka, oprosti, ko si toliko časa čakala, zato ti bomo pa namenili, bomo mi zdaj vsi mikrofone izklopili, ne bomo pa izklopili všes, zato da boš lahko ti v miru prebrala to pesem. Jaz se vam vsem zahvaljujem. In ko bo Darinka na koncu rekla amen, se poslovimo. Ok. Hvala vam. Enako. Čau. Čau. Iz Valterjeve knjige